Dobrodošli v novi epizodi iz podcasta Zevo. Z mano je danes pionir slovenske DJ scene, mu lahko rečem, ustvarjalec legendarne Sladice. Prepričana sem, da vsi tisti, ki zdaj tole gledate in poslušate, ste morda že bili na kakšni ali pa saj slišali, da to obstaja. Človek, ki že 2 desetletji povezuje svetove glasbe, športa in umetnosti. Zvezdan Simič, DJ Zec, živjo. Živjo. Vesela sem, da si vzel čas in da si prišel danes k nam na tole gostovanje, zato ker se mi zdi, da človek kot si ti je res poln enih zgodbic, veliko stvari se ti je v življenju dogajalo, prepleten si bil z najrazličnejšimi, tako športniki kot glasbeniki, tako da najbolj, kar rečem, kje čeva začeti? Ne vem, začela si Sladica, meni je ful zanimiv. Veliko ljudi ne ve, kaj je Sladica. Ne vejo, jaz še danes srečam ljudi, kaj je to. A res? Tako da je malo tak en omejen krog ljudi. Ožji krog. Vse je to ožji krog ljudi veze Sladico. Če danes po Sloveniji hodiš, pa sprašuješ ljudi, to so res ljudje, ki so malo v sceni, ki so malo v klubingu, malo v eventih, ne vem. Ni to razširjen. No, ampak so pa v prvi vrsti tisti, ki so ljubitelji glasbe, pa mogoče, če lahko rečem, malo drugačne glasbe. Se pravi, to Sladica je, najprej deva sploh povedati, kaj je. Sladica je dejansko glasbeni dogodek, event, party, ki je nastal, vse skupaj se je začelo leta 2000 z radijsko oddajo. Ampak se lahko vrnemo k temu pol malo kasneje na te začetke. Sladica povezuje, osnova Sladice je soul. Soul muska, soul v muski, za nekoga smo mogoče komercialen event, za nekoga smo underground event. Sladica je en tak, ne vem, soul, R&B, funk, hip-hop, vse to, kar smo čez življenje dali čez, smo združili, je pa point v tej neki, je pa vokalna glasba. Vokalna glasba na Sladici, če vrtim glasbo na Sladica partiju, jaz ne vrtim, kot bi rekel, en techno house DJ, ki imajo sete, jaz nimam seta, nimam nič pripravljenega in je zelo težko je definirati, ker imam v 2 urah odvrtim 40 let muske, od 80 udarcev na minuto do 180 in vse to včasih je mogoče malo kaotično, ampak je nekaj posebenega. Ja, in predvsem, tako kot se zdaj opisal, ne gre se za to, da si klasičen DJ, ki vrtiš eno zvrst, ali pa tako kot si rekel, da imaš že vse vnaprej pripravljen in da veš, kako bo zadeva tekla. Je veliko lahko te spontanosti vmes, ne? Ali pa skoraj vse. Večina je spontanosti. Bom naredil nek mashup, nek remix, nek nov komad bom, ali pa bom vedel, to bom zarolil, drugače pa, kar se tiče programa na eventih, je vse spontano tisti trenutek. Sodeluješ z odličnimi, priznanimi slovenskimi glasbeniki in to verjetno je in za glasbenika in na drugi strani tudi za tebe tako en tak privilegij, da veš, koga imaš zraven, ne? Men od prvega dne jaz samo sem lahko ponižen, da so te ljudje okrog mene, da so sprejeli iz prve vsi sodelovanje, ko smo se za to odločili 2017. In še danes, ko se dobivamo na vajah, ko se družimo, ko delamo muziko, jih občudujem z enim takim respektom in recimo nisem se, njihovih inštrumentov se še nisem dotaknil na vajah, koliko smo tam, ne dotikam se njihovih kitar, popnov, ničesar. Tako malo straho spoštovanje, ja. Da ne bi šlo kaj narobe, ne? Ja, in res je en dober feeling, dobiš od njih en ta respekt, čutiš, da te cenijo, ti pa njih. 20 let obeležuješ zdaj, če lahko temu tako rečeva. Ja, letošnje leto je 20 let, odkar smo naredili prvi party v Ljubljani. Kako se spominjaš tistega prvič? Pa ko smo delali prvič, nismo vedeli, da bo to še. To
meni se je zdel to takrat kot enkratni dogodek. Pač odraščali smo na muziki v 90-ih, ki je bila, ne vem, grunge, hip-hop, vse je bilo v razcvetu, glasba je imela sporočilo, bila je oborniška, malo drugače je bilo kot danes. In ta hip-hop nas je potegnil in ta mixtape kultura in ko sem začel raziskovati ta R&B soul muziko, sem rekel, pa daj bom naredil mixtape, ki je nek enourni mix, spravili smo ga na CD, dodali smo 4 lastne komade, ki smo jih naredili, vzeli en instrumental, Lara od Lilu Žameja, bi ti odpela to na to, tako malo po vojih je bila tudi še produkcija, ampak smo naredili ta prvi event, ki je bil za povabljence, za prijatelje, pravzaprav 150 nas je bilo, vsak je dobil ta CD na vratih, v živo smo že pevkice imeli z DJ, že na prvem eventu in pevce. In ko je bilo konc, je bilo tako, kot je vsakič konc eventa. Ne vem, nisem razmišljal. Drugo leto spet. Ne. Pol se je pa spontano, več časa je bilo, iskala se je nova muzika, odprl se mi obzorje soula 60-ih, 70-ih in skozi novo muziko je pol počasi prišlo do Sladice 2, za dogodka za 400 ljudi, Sladice 3, ki je bila prvič odprti dogodek za 600 nekaj ljudi in tako naprej do prve z bendom. A si kdaj na tej poti si vmes rekel, a pa res bomo še eno, pa seja ni dost, sej pač naredili smo, kar smo naredili? Bilo je par dogodkov, ko sem rekel, tole je pa mogoče zadost. Ampak pol, kaj se vem, po eventu sem jaz brez muzike, par mesecev v tišinci, v avtu, doma, pa se pa spet ta muzika ti pride in pol te spet potekne. A pa si bil že od nekdaj toliko z muziko povezan? Celo življenje, muzika, šport in nekako gre to z roko v roki, cel life. Mama je skozi rekla, sam muzika, šport, pa pride, da živiš to in živiš od tega, ne? Se pravi, da potem to res lahko v bistvu postane poklic, za katerega si poklican na nek način. Kot majhen fantek si takrat tudi bil že v hip-hopu, te je tudi že taka muzika zanimala, kaj si takrat poslušal? Kot mulc, ja, sem že v osnovni šoli na partiju za rolu, veliko sem se gibal na radiju, bil sem na valu 202, Radio Slovenija, že dolg nazaj, konc 70-ih, ko smo bili še čisto majhni, sem bil član neke radijske ekipe, otroki smo delali radijske igre, pokojni Franc Milčinski Ježek je bil naš mentor takrat. Wow. In nekako ta radio stik prvi in potem vse to, muzika, šport, pred ekranom sem ždel in gledal karkoli je bilo športa, že kot mulc. Treniral tudi kaj? Ja, sem bil malo v nogometu, vratar. Uspešen v mlajših selekcijah, pri prestopu v profesionalno nogometno življenje pa sem zaključil. Potem opustil. Zdaj omenjaš ta prvi stik z radijem, ne? Pravijo, da te radio na nek način, ali pa mikrofon na splošno, da te majčkeno okuži, ne? Enkrat radio, enkrat mikrofon večno, potem to ostane v nas noter in jaz se s tem majčkeno strinjam, ne? Da ko prvič to izkusiš, če imaš majčkeno tega v sebi noter, težko bi verjetno ti ali pa jaz zdaj rekla, ne, od jutri naprej pa nič več z mikrofonom nočva. Ja, za mikrofon nisem glih. Raj sem za kamero, pred kamero in za mikrofonom. Ampak ja, mikrofon sem se pol še, RGL je bil, še tam smo se malo učili špikerirati svoje čase, pa se iti neke stvari. Skozi je bil ta radio, je bil skozi round. Pol si tudi z gospo Majdo Juvan, ki je še v času RGL-a sodeloval? Ona je bila takrat tam, ampak mi smo bili neki, tam smo se uvajali, pa smo nekaj delali, ampak pol smo tudi hitro šli svojo pot. Pol pa se zgodi ta naša radijska oddaja, se zgodi pa 95. Kako pa to nastane? Mi smo bili takrat je bil v Ljubljani en bar, ki sem mu rekel Trubar,
ki je bil središče dogajanja takrat na študentov z raznih vetrov, glasbeniki, igravci, dizajnerji, in smo se družili in tam sem spoznal Džamirka in sva skupaj takrat, mislim, še s Tino smo pol ustanovili Radio Yo Crew, ki smo bili neka hip-hop, drum and bass, jungle, reggae, taka ekipa, no, in delali evente po Sloveniji. Te časi takrat so bili precej drugačni. Najprej sva se že majčkeno preden sva začela s pogovorom pogovarjala, da je bilo veliko več te neke romantike v ozadju, če lahko temu tako rečeva, kot je danes, ko je vse en klik stran, vse je v povezavi s temi socialnimi omrežji, če te tam ni, ne obstajaš in tako naprej. Kako se ti spomniš tistih časov? Vse je bilo drugače. Takrat največja, vse se je dogajalo od ust do ust. Nekako smo, ne samo v svojem okolju, kjer si odraščal, v mestu, več je bilo pač druženja z različnimi ljudmi in naši eventi so se oglaševali od ust do ust. Naša radijska oddaja, pol, ko je nastala 95. je bila kar poslušana in smo dejansko imeli nek doseg, ampak vse je bilo takrat drugače. Glasba vseh zvrsti je bila uporniška, je imela sporočilo, mi smo si, nekako se je bilo easy identificirati s tem in pol tudi samo klubsko dogajanje je bilo lažje kot danes. Danes samo glasbo pogledaš, samo deva rap reč, oziroma temu, čemu rap rečejo danes. 90% rap artistov danes, teh uspešnih, teh znanih, pa te fantje v 90-ih do mikrofona ne bi prišli. Takrat si mogel biti talentiran, barvo glasu imeti, mogel si res biti lirika, mogel si biti vse si mogel biti, da si bil spredi. No, so ti fantje poslovneži, vsak lahko naredi, in založbe pa tudi. Jaz ne vem, kam je to vse šlo, založbe glasbene danes, kako to forsirajo, ta nek zvok. Vsa muzika, ki jo slišim na radiju, ta nova, zveni kot glasba za otroke. No. Ko vse je tako enostavno, govorim v prime timeu. Nove muzike, vrhunske, ogromno, ampak to, s čem nas posiljujejo, je, ne vem, s čem je to povezano, a so otroci, mladostniki, s temi telefoni, so verjetno ciljna publika, s temi Spotify, z vsem in s kliki in ne vem. Če te prav razumem, si malo kritičen pol do glasbe, ki zdaj... Seveda, kdo bo rekel, da sem star, se sem, ampak tole danes, kar se dogaja, nasploh z vsem glasbo je. A se ti zdi, da smo mogoče, ali pa da so nekateri ljudje danes prehitro zadovoljni, pa zdaj je to lahko glasba, o kateri zdaj govoriš, ne? Ali pa recimo, ne vem, televizijska oddaja, mogoče celo športni kakšni prenosi, tam si tudi, a ne bolj recimo domač. Vse je šport, vse je malo zasičen, preveč vsega, vse imaš na dosegu roke, na telefonu imaš vse tisti trenutek športov, prenosov. V 90-ih smo bili veseli, ker smo lahko italijansko ligo gledali, špansko, če si v 80-ih lahko kakšne športe v živo gledal, wow. Danes sej nimaš časa gledati karkoli, pogledamo one highlightse, ne moreš, toliko je vsega, da kje boš pol šel na event, pa ja. Prenasičeni smo verjetno vsega, plus tempo življenja je pač tak, ne, da dejansko smo ratali veliko bolj specifični v smislu, na kaj bomo šli, če že sploh gremo, ne, saj z lastne izkušnje tako govorim, ne greš glih kar na tisto vse, kar bi si želel, ampak izbereš, ne? Izbereš, ja. Jaz se že na svojem eventu vprašam, glih na lanskem prednovoletnem eventu, sem gledal koncert je trajen, sem gledal polno cvetličarno, kako uživa in sem frendu rekel, kje se tem ljudem dali tven zdaj? Jaz bi bil doma, spil kakšen drink s frendi, počas bi šel že spat, ampak ja, to je pa... Kakšen je ta občutek, ko tako vidiš potem, zdaj lahko že rečem, malo večjo maso ljudi, ne, tistih 150, kot je bilo prvič povabljenih? Dober je, zato ful mi je dober, ker smo uspeli obdržati v tem času, a nam rekel nek nivo, nikoli sledica
odkar obstaja, če se dobro spomnim, nikoli nismo imeli VIP-a, nekih VIP kart, nekih dražjih VIP kart, vedno smo bili vsi isti v sladici. Ne? In se mi zdi, da ta muzika, ki se jo gremo, in ta vibe, ki se je zgodil, ne vem, če tako pogledam nazaj, je bila sladica vedno eno tako varno okolje za recimo za punce, ki so prišle podensati, pa se imeti fajn. Nismo imeli v 20 letih en manjši incident smo imeli enkrat, drugače pa so šli eventi čez. Zato zdaj tako prikimavam, ker točno to sem ti hotela reči, da se mi zdi, da sladica je imela vedno eno prispodobo za bližino v smislu sprostitev, ampak bolj to bližino v smislu podružimo se, fajn se imamo, s tem namenom smo tudi prišli, uživamo v muziki in tam smo, tako kot si rekel, bolj kot ne vsi eno, se pravi, tam ni nekdo je bolj pomemben, manj pomemben, lej ga unga, ki je prišel in tako naprej. Ampak pri vsem tem se mi pa zdi, da je veliko tudi tvoja vloga, ker mal pa je verjetno tudi kakšen si ti. Zdaj, če bi že ti sam po sebi bil nekdo, ki hodi mal bolj zdignjeno glavo po svetu, ker ima 20. obletnico sladice, pol je verjetno šli malo v to smer. Je tudi nekaj na tem. Jaz se spomnim, da sem v začetku, ko smo začenjali, sem to frendom, ki niso tako muski, sem rekel, fanti, ne mi zdaj to. Nekateri so bili malo problematični, sem jih v štartu že pobremzal, puste folk namera. In dejansko nekako vem za par problematičnih ljudi, ki so na sladice prihajali tako malo spoštovanjem, so se nazaj držali, to mi je bilo všečno. Malo smo poskrbeli, da je to, ker če ne bi bilo dobrega vajba, ne bi bilo 20 let sladice. Absolutno, ja. Če bi delali vsak mesec event, ne bi bilo 20 let sladice. Ja, in tudi točno to, če bi to bilo nekaj, kar bi bili navajeni bolj pogosto, bi se tudi verjetno mečkan potem razblinali vse skupaj. Tako pa dejansko čakaš, kdaj bo naslednja in se jo veseliš, ker veš, kaj boš lahko dobil. Ja, se strinjam. Mislim, da s tem, ker nismo preforsirali dogodka, zato se obdrži. Čisto enostavno. Kolikrat se ti pa je v vseh teh letih zgodilo, da je kakšen glasbenik imel izrazito željo, da bi bil zraven, pa si bil ti že v narekovajih tako velik, da si lahko rekel, bolj te ne vidim z nami. Koliko težko ti je bilo kdaj reči? Iskreno bom povedal, da v štartu, ko smo začenjali, čisto na začetku, smo težko slovenskim, recimo pevkam, razložili, kaj se sploh gremo. Kaj bo to mixtape, kaj bo na mixtapeu, kaj s tem komadom, ki bo na to podlago odpela. To so bile stvari, ki so bile mimo teh založb, Sazasa. To je bil underground čisti. In težko si jim razložil, kaj. Sem tudi konkretno 2 pevke, sta pa ne zdaj odklonila sodelovanje, bolj menedžmenti, bolj jim ni bilo jasno, kaj se gremo. Danes pa, ko imamo band in imamo to ekipo, na tej sladici zdaj bo nastopalo 8 pevcev, jih je pa nekih 12, 13, 14, ki rotirajo, plus goste, ki jih imamo. Nimamo gostov zato, da prodajamo karte, ampak naš prijatelj Tomi Sidarte, on je bil 2-krat na sladici, sam z njim pa odigramo, ne vem, je pel komad na neko soul podlago, je pel komad od Radiohead, pa tako. Tudi če ne bo pel soul komada, bomo mi že neki soula dali zgodbo. Vsi se vedno odzovejo takoj, se pa v zadnjih letih me ljudje kontaktirajo, da bi radi pel pri sladici, pa ni zdaj to, da jaz čeknem, pa ni zdaj to, da so slabi ali pa karkoli, ampak imamo ta ne bom rekel zaprt krog, ampak imamo toliko enih ljudi, ki pokrivajo različno, tako da recimo na tem projektu zdaj bo z nami Lejre drugič. Ona je res special, dela svojo avtorsko muziko, ona ima toliko soula v sebi in meni toliko je nadhuda, da je mogla priti v sladico. In nekdo, ki sem prvi slišal Marino Martenson pet, z njeno karizmo na stageu, sem rekel,
wow, kako bi bilo hudo, da bi ona tudi pela z nami, ne? In je pol zelo malo tudi pela z nami. To verjetno pol je en tak dober občutek, ko nekoga tako vidiš, slišiš in si rečeš, kako bi bilo dobro, če bi bila pri nas, potem pa dejansko postane član oziroma nekdo, ki sodeluje s tabo. In mislim si, da morajo biti to lepi, posebni občutki, ko vidiš, da v bistvu lahko dosežeš to, da pridejo in da, ker to mogoče niso na začetku povedali, od pevca se tukaj ne bom rekla, da pričakuje več, kot pa če pride nekam na en koncert pa odpoje svoje avtorske pesmi, ampak ta improvizacija spet verjetno ni čisto za vsakega, ne? Absolutno ne. Absolutno. Tle se verjetno tudi malo pokaže, a se lahko reče, širina glasbenika. Ja, zdaj bom sam še tako rekel, sta dva dogodka, se pravi, da sam poveva sledica, recimo, da so 3 dogodki na leto, en dogodek bo sledica Classics, kjer samo vrtimo muziko, mogoče imamo kakšne pevce zraven in rolamo R&B 90-ih, pol je ena taka, bom rekel, vse splošna in ena je live. Zdaj pa sta 2 live. Če bomo imeli šiški koncert, bomo igrali avtorski program in kakšen avtorski program od pevca. Decembra v Cvetličarni je pa to bolj novoletna zabava in si prvoščimo lahko. Jadranka Juras bo pela avtorski program, ampak bomo ga malo obrnili, bo tako malo reggae, se bomo malo poigrali. Novo leto, zabava, ples, druženje. Ta event decembra je malo bolj tak. Kakšen cover se bo odigral na kakšen poseben način. Avtorske bomo tudi igrali, ampak so v drugem planu. Bolj za res prostitev in da bomo poznali tisto, kar bomo poslušali, ne? Ja, težko je, pri sladica bendu, pa če se vrnemo na začetek, če lahko povem, kako je nastal. Se pravi, leta 2017 je Lara iz benda Lilu Žame je prispevala komad že na prvi sladici 2005. In takrat sem se povezal z Lilu Žame, smo se videvali občasno na dogodkih. In potem je Ivo Rimc, Bobnar, stopil k meni in rekel, pismo, lahko bi naredili band, da imamo live, ne vem, ok, kdo bo pa igral. In mi je napisal na list papirja glasbenike, najprej so pri glasbenikih, in potem je napisal še za vsakega rezerva ime, če ne bo za. Čisto vsi, ki so bili napisani na prvem, so sprejeli, Jani Hacejo, Cidarte, Tadej Košir, tako naprej. Vsi so sprejeli in prvi naš špil je bil klasičen cover, smo preigravali na prvi sladici live leta 2017. Pol se je pa že, takoj smo se začeli pogovarjati, da bomo počasi, pa moramo zapečatati to zgodbo z avtorskim projektom, ki smo ga med covidom posneli in izdali takoj ko se je lockdown končal, sladica album s 17 avtorskimi komadi, šel je tudi na vinilu, tako da ja. In takrat, če ne drugega, je bila korona in lockdown dober zato, ker takrat je veliko glasbenikov ustvarjalo in se zaprlo po studijih, ker pač je bil čas za to, ne? Že tako je trajalo 1 leto, da smo to skupaj dali. Če ne bi bilo lockdowna, bi trajalo po moje 3 leta. Tako smo se pa dejansko imeli 3 mesece časa, ko smo viseli vsak dan tam in ustvarjali z ničle, pošiljali to pevcem, pa smo snemali, trajali 1 let vse skupaj. Da je rezultat potem tak, ne? Ja. Koliko ti je pa recimo v tvojem zasebnem življenju, ki je itak v bistvu prepleten s poslovnima, ne? Se težko verjetno ločeš, z njimi delam, to so moji prijatelji, to se verjetno po tolikih letih že tudi malo vse med sabo preplete in povezuje. Ti je bilo kdaj v kakšnem segmentu pa težko mogoče delati z glasbeniki? Ja, veš, kaj pravijo kdaj za kakšnega, ta pa zna biti malo težek. Ker pri tebi imam jaz vedno tak občutek, da si zelo nekonflikten. Ja, mogoče res. Bom rekel kar direkt, da v vsem času, odkar se ukvarjam težko je bilo obdobje, ko smo kot radio ekipa DJ-jev, ko smo razpadli tam 2007. Mi smo bili
radio ekipa je bila ogromna, enih DJ-jev, producentov in smo pa razpadli na dele Roots in Sessions, ta ekipa je šla posebej, jaz kot avtor sladice, idejni vodja sem šel ven. Tisto je bilo recimo kar težko obdobje, drugače pa z glasbeniki jaz moram reči, da jaz ne vem, ampak sem pa so bile kakšne muhe s kakšnim pevcem, problemčki, ampak drugače vedno dober vibe, vedno dober vibe. Kako pa ti izgledaš takrat, kadar pa si kaj jezen, kadar pa te Pod kdo? pritiskom. Ja. Ker res pri tebi ima človek tako malo občutek, da si skozi malo tako. Ne vem, nisem. Po moji bližnji to sigurno začutijo Ja. in me mal, ampak ne. Ni to noben mu ni nič hudega, niso to stvari, ne vem, jaz gledam na ljudi, ki zaradi malih stvari bruhajo ogenj, ne. Kateri so pa tisti mali trenutki sreče v tvojem življenju? Ja. Čas z otroci sigurno, pa tisti malo časa, ki ga imam, da se podružim s prijatelji. No. To ritual imam vedno pred takim velikim eventom, kot je Sladica, imam večer prej zase in za svoje najbližje prijatelje. Aha, Vedno, ker če sem doma, sem nervozen. Ne bom šel spat, noter malo, se dobimo s prijatelji in takrat se malo odklop. Koliko pa prenašaš to ljubezen do glasbe že na svoje otroke? Premal, že fanta dva, starejši Ognjen ni v muziki, ta mlajši je sam od sebe prišel do beatboxa, zelo dober beatboxer je. Parkrat smo bili na grm. Nikoli nista neke želje izrazila. S punčko, s hčerkico zdaj se veliko poje, ampak da bi jim dal gramofone, sam jih nisem nikoli posiljeval s tem. Če kaj so zagrabili, ampak ja, ne. Mogoče punčka bo bolj šla v to smer, po moje. Koliko pa misliš, da je od nas staršev tudi odvisno, kako otroke glasbeno izobražujemo? V smislu, če se zdaj malo vrnem na tisto, kar sva se na začetku pogovarjala, v smislu, da je glasba danes drugačna, kot jo ti ocenjuješ, kot je bila nekoč, da je imela nekoč večjo sporočilnost in tako naprej. Koliko imamo tukaj mi, po tvojem mnenju, vpliva, da pa otrokom vseeno damo še malo te širine, kako je bilo? Jaz mislim, da veliko, da tega pofla bo tako ali drugače prišel na neki točki v šoli, prijatelji, tako da doma je veliko narediš. Mija se ženo trudva, mava v avtu, če kakšna playlista, je veliko kvalitetne muzike, tako da če ona hoče slišati, gremo na Lučke, 4 leta ima, ali pa, ne vem, Barbie Girl, ampak bo že dobi, ampak bo dobila tudi veliko kvalitetne muzike, ki izleze pol pod kožo. Ja, toliko, da v bistvu slišijo, da je tudi kaj drugega še obstaja. Obveznost imamo to narediti. Ja, ker dejstvo pa je, seveda, da jim takšna glasba hitreje zleze pod kožo, seveda, da si jo hitreje zapomnijo, večkrat jo tudi lahko slišijo na radijskih postajah, kot pa kakšen, ne vem, dober soul komad, ki ga verjetno redko kdaj lahko kje ujamejo. Točno tako. Kakšne imaš tako, če bi recimo zdaj malo imela kakšno čudežno palčko, veš, pa bi lahko začarala, kakšne bi imel še želje glede Sladice za naprej? Ne vem. Želja je, trenutna želja je, ko imam zdaj malo problem se uskladiti s fanti in s celo ekipo, da se usedemo in se lotimo drugega avtorskega projekta. Ne bomo delali album s 17 komadi, ne ekipi 6-7, ampak zdaj se bomo usedeli in začeli to delati, da bi drug let nekaj imeli narejenega. To je neka želja. Kar se pa eventa kot tazga tiče, pa jaz res nimam vpliva na to. Ta clubbing scena se tudi toliko spreminja, mislim, da gre nadol, da čisto res točno ne vem, kaj bo.
verjetno bojo neke prilagoditve, neka nova publika, 20-letna na sladico ne hod. Verjetno bojo neke prilagoditve, da bo treba kdaj kakšen event narediti zgodan, od 6 do 2, ne vem. Ne več od 10 do 5 zjutraj, 6. Če ne smo pol 3 dni podrti, ne? Ja, želim si, da naredimo še kakšen dober komad, pa še kakšen dober event. Vse na koncev nikoli nismo preforsirali te evente, nikoli ne ostane tako, kaj je. Če bo tako, kaj je, bo super. Ampak ti si vseeno kar nekaj sveta tudi videl, lahko delaš verjetno tudi kakšne primerjave. A si kdaj imel kakšno tako željo, dajmo sladico še v svet peljati? Absolutno smo probali, naredili smo 2-krat event v Zagrebu, naredili smo par eventov v Mariboru. Ni tako, kot je v Ljubljani, bi lahko, če bi mi v 90-ih začeli to zgodbo, da bi živeli v Nemčiji, bi danes bila to čisto druga stvar. Slovenija je pač omejena in smo se na koncu odločili, da raje ostanemo dobra lokalna sladica, da gremo okrog po svetu. Zdaj, ne samo sladica, pa športo, kar sva prej govorila, ne, pa radio in tako naprej. Veliko si tudi sodeloval z drugimi bendi, z drugimi glasbeniki pri videospotih. Pa ja, to je tako, recimo pri sladici. Pri sladici so od začetka, sladice so taki, za moje pojme, dobri dizajnerji so, vedno je bila tudi pomembna oblika tega mixtapea, flyerja, celostne podobe. In prej nekoč so to delali Teja Ideja, Nena Cizel, Dare Miladinović, kdo je še delal, slikari, Hana Stupica, malo morjenih, zdaj nisem vseh naštel. Zadnje čase delam veliko tega sam, skozi sem užival v tem in zdaj delam sam to, veliko, še vedno pokličem koga, kdaj, ko imam preveč dela. In tako kot okrog tega dizajna, ker sem skozi sam sem kot mulj začel delati v videoprodukciji, ker sem bil montažer v štartu, presnemal sem VHS-e in potem sem včasih začel montirati, sem zmontiral en hud skate movie takrat in pol sem rekel, vse lahko sami, sem vzel fotrovo kamero in moj prvi spot je, mi smo kot radio naredili leta 2000 kompilacijo, prvo repersko kompilacijo. 5 Minutes of Fame se je rekel in sem prvi spot, Murat, Jones in Nikolovski so bili takrat band Nedotakljivi in je bil hud komad v dimu in smogu Bele Ljubljane. In sem naredil video spot in se tako pol začeli in pol sem tem reperjem, ki so brez denarja, pa smo delali spote za 100-200 evrov, veliko njih zastonj, kdaj je kdo plačal koga na setu. Niso bili to zneski. In smo pol Zlatko pride na sceno, sem Zlatko tu naredil nekaj spotov, Doši, več njim, v glavnem reperjem, pa sem pa tudi začel drugim, sem naredil Šank Roke, pa Tabuje, pa enkrat sem naredil spot Alja, pa Rudi Bučar, nek komad, ki ga je Plestenjak napisal. Tako, pa sem pa naredil, en obdobje sem delal malo več to. Pač bil sem v taki službi, te glasbeniki so se tam bližali, smo se poznali in sem jim pač zrežiral, posnel. Nekaj jih je bilo res profi, večina je bila pa, naredili smo 50-100 spotov, ne vem koliko. Kaj je tisto, kar bi si recimo, veš kaj mogoče nismo povedala, zakaj sploh sladica? Pa čist preprost, iskal sem slovensko besedo. Kaj bi, iskali smo v angleške, ne, slovensko in tak, mogoče, če bi danes zbiral ime, bi bil drugačen, ampak tak za ta soul moment, ta je bila sladica primerna beseda. Če bi definiral uspeh za sebe, kaj bi rekel, da je po tvoje uspeh? Uspeh je to, da gledaš v smislu, kako ga ti doživljaš? Kaj gledaš ljudi v oči, kaj ti dajo, kaj začutiš, no. Jaz uspeh, jaz nikoli ne gledam nase, kot da delam nekaj uspešnega, ampak
Recimo, ko začutim respekt, mi reče, ko začutim respekt. Na ulici. Kad ti ljudje dajo respekt, bili to glasbeniki, bili to navadni, bili to, kad ti dajo respekt, je to, dajo ti ga pa seveda, ko jim ga daš ti, ko jih ti, ko z njimi komuniciraš na nekem nivoju, ko si ti držiš tega, kar se zmenaš, je respekt, ne? A si ti je kdaj v vseh teh letih zgodilo, da je recimo ta respekt, ki ga omenjaš, prišel tudi do te točke, da, a veš, da se je mogoče, ne vem, da si imel malo več pa raznih takšnih intervjujev, pa kakšnih gostovanj okrog in da si rekel, to mi pa res nikoli. Ravno zdaj, tako kot so prej na začetku pri tem, da nam rekel, klubing izumera je drugačen, veliko težje je danes evente delati. V poplavi teh eventov, v poplavi decembrskega. Včasih smo imeli mi to decembrsko sladico, ko smo začeli, nisi imel nekaj. Danes je dogodkov decembra, koncertov, partijev, ni da ni in dejansko je to taka it's a must. Tudi jaz nikoli nisem bil fan dajanja intervjujev, ampak zdaj pa malo je treba, no, tudi malo povečati to promocijo in tako da bojo tudi člani benda, pevci, se jih bo videlo v naslednjih mesecih, ne samo mene. Ampak, veš, si poln različnih zgodbic, ne, tako da naj ti kar pride malo v navado, tudi še pred mikrofonom biti večkrat. Tako kakšno radijsko oddajo mogoče, ali pa kaj tajzga, se ne bi vrnil malo nazaj. Ti bi mogel imeti podcast, neki ne. Ker te to ne veseli. Bom pozabil, kaj sem ga hotel vprašati. Pa se snema, veš, boš pa rezal. Ne. Moraš biti človek za to, jaz nisem človek za to, jaz človek. Težko bi imel, jaz če bi imel podcast, bi mogel biti tak, brez gostov, da bi bil kar sam? Ne, z gosti, ampak brez tako, kaj je, brez olepšavanja. Zdaj pa ne, težko bi. Prej si mi razlagal, preden sva začela snemati, pa te bom prosila, da boš še enkrat povedal to zgodbico, kako je bilo z radijsko oddajo, ko niste imeli moderatorja oziroma spikerja. Ja, se lahko par stvari še teh, ker nisem. Leta 1995 smo štartali z radijsko oddajo Radio na Radio Gamma MM. Zgodba je bila čisto preprosta. A so imeli brata, ne vem, kdo je bil lastnik Gamma MM, brata Meglič, ne vem. Skratka, ta moj prijatelj je imel, moj dober prijatelj še danes, je imel, kaj bi rekla, z 5000 mark je imel neko luknjo, da nam da lahko prostor, mi smo pa v Trubarju, lastnikom lokala Trubar, to predstavili in dejansko so nam oni plačevali tako enkrat na mesec teh 1000 mark, mi smo jih dali temu, mi smo si v bistvu v štartu plačali. To je pa to malo bilo dobro in je pol trajalo 5 let, koliko je trajalo in v začetku smo bili, ne vem, 3 DJ-ji tam, pol se je pa začeli in nismo imeli moderatorja, bil je en prijatelj Američan David, to je bilo v angleščini v štartu. In pol ta David je šel in pol je bil recimo Ariel McDonald je bil top košarkar pri Olimpiji takrat, to je obdobje, ko je bila Olimpija na Final Fouru v Rimu leta 96 se mi zdi, ali 97. In tisto leto je bil Ariel McDonald naš MC. Poslali smo mu, kjera muska bo na radiju, kaj bo, mala linejce, kaj more povedati in je prišel in je povedal, sem ga poberil v Tivoliju ali pa pel nazaj. In potem se pa naši ekipi pridruž mlajši Val, Murat, Joes, se pravi, oni so bili nedotakljivi, Nikolovski še zraven in Nikolovski, Poltina, Murat, Joes, so pa fantje, ki so prišli na mikrofon, pa smo imeli pa več ljudi pred mikrofonom, sam nikoli nisem bil na mikrofonu, vedno v zadju. Ja. Koliko pa si vseeno bil vpet v ta, vseeno si pa mogel biti dosti vpet v ta moderatorski svet in tako, kolikokrat se ti je zgodilo, da recimo ste nekaj posneli, ste nekaj naredili
pa si v zadju mislil, lahko bi drugače. Ne, jaz sem nasprotno, jaz sem takoj zadovoljen, sečem v redu. Pa poslušamo pa vsi, pa res. Jaz sem takoj zadovoljen. A si tudi sicer v življenju hitro zadovoljen s kakšnimi stvarmi? Ali si tam pa bolj? Sem hitro zadovoljen, ampak sem se naučil, da recimo naredim dizajn za event, objavim, pa kaj objavljam, vidim, da je napakca. Pa popravljam. Pa tako, sem hitro zadovoljen, ampak zdaj sem se naučil, da si vzamem čas, prespim in drug dan malo počakam. Pogledaš. Se mogoče to ni toliko, da si hitro zadovoljen, kot da bi rad hitro nekaj verjetno naredil in dal od sebe, ne? In pol spregledaš kakšne takšne stvari. Povsem drugače je verjetno, ko gre za pripravo sladice, za pripravo eventa. Kakšna sploh to je zdaj, recimo, priprava za ta decembrski dogodek? A se to sploh lahko predstavljamo? Ja, ko sam sem že bil del kakšnih korporativnih dogodkov in tako je ogromno ljudi skrbi za vse. Tle smo pa jaz in par prijateljev. Žena pomaga, par frendov. Najtežji del je vsekakor zorganizirati zdaj v decembru vaje. Se pravi, mi 1, 2, 3, 4, 5, 6 terminov za vaje. 3-krat je band sam, 3-krat je band z vsemi pevci in potem še generalka. To decembra je nočna mora in to je najtežji del. Ko enkrat stopimo v cvetličarno, je vse narejeno in je easy. Ali pa v prostor. Ne? Vse prej je pa zelo težko. Sploh lani bi mogli biti z nami Free Kind. Na vaji sta bile z nami, na generalki sta bile z nami. Dan pred dogodkom je Sara zbolela, pljučnica in jih ni bilo. Pol so pa te situacije znajo biti stresne, ker pa moraš dodajati še kakšne komade, da imaš repertoar, vse en koncert, da je 2 ure dolga. Pa predvsem tako v zadnjih minutah, ne? Ja, december je kar naporen, ampak si ne predstavljam, da bi delal evente skozi, da bi živel od teh, da bi vsak dan organiziral evente. Je kar stresno. No. A imaš ti tudi pol po dogodku, tako kot pravijo glasbeniki, da imajo velikrat po kakšnih teh večjih koncertih pol mal ta depresiven trenutek naslednjega dne? Jaz ne vem, kako jaz to delam občasno. To je moj hobi. Fantje, ki to delajo vsakodnevno, ena sidarta, nastopi, koncerti. Jaz osebno, ko je eventa konc, je doma, je na izi, brez muzike, na izi, je mal anksiozno mogoče. Nismo vsi za nastopanje. Ko pogledaš zgodovino, koliko je glasbenikov mladih umrl, ki niso tega shendlali, jaz se osebno, eni uživajo na odru in imajo to energijo nenormalno. Jaz sam in dosti ljudi, ki jih poznam, jaz ne maram luči imeti, ker na sladici DJ-ja nikoli nimamo reflektorjev v glavo. Smo silhuete, je temnej, plesišče naj bo center dogajanja. Mi smo tako mali, že to ti pove, kako funkcioniramo, da nismo prvi v vrsti. Nimamo časa za to delati. Jaz se čudim, ko gledam DJ-je danes na festivalih, ne danes že dolg časa. Jaz nimam časa tega narediti. Jaz, ki je konc tega komada, se ukvarjam, kako bo naslednji šel v tega in imam večino seta glavo dol. Že jaz pogledam, kako pa berem dance floor, ampak ni časa za... Nimaš glih šov programa vmes. Ne, jaz sem najbolj dolgočasno bitje na odru za gledati DJ-ja, ker smo se šli med COVID-om, te live streame, veš. Ja. Narediti live stream in enkrat smo za Radio Terminal pa nekaj naredili, proti koncu COVID-a, ampak vmes, dajmo te DJ-je, kdo bo gledal mene, ki vrtim 45 minut ali 1 uro. Ja, mogoče, če bi imel čas še za roke, pa veš, malo zaplesati zraven, pa tako. Ne? Če bi bil nekje tam vzad. Da se te ne bi toliko zelo videli. Ne? Ja. Dejva ob koncu povabiti zdaj vse tiste, ki, pa dejva tokrat naredi drugače, povabva tiste, ki ne poznajo sladice, ker si rekel na začetku, da vsaj njih je še veliko takšnih. Zakaj naj jo spoznajo? Zakaj naj pridejo? Pa sladica, zakaj ne pridejo na sladico? Ta
Ta event je res poseben event. Zgodi se enkrat na leto. Preigravamo odštekane kombinacije in verzije raznih komadov, ampak vse je narejen, bom rekel, vse je party. Mislim, da na nobenem drugem dogodku ne vidiš benda igrati na tak način. Vse je pa ta nek soul, R&B, je pa celo ogrodje. Če imaš rad ta sound, kjer se zibaš z leve na desno, je definitivno It's a Must decembra. Veliko je teh house zabav, takih drugačnih. Pejte na vse, pejte na manj, absolutno, pejte posod, ampak če še niste bili na Sladici, je pa ta definitivno ta decembrska. Za videti, kaj Sladica je. Tako v vsem obsegu, kjer združimo party, koncert, še malo ta decembrski vibe. No, in to sem ravno hotela jaz še dodati, ne pa še malo na decembrskega vzdušja pridite in predvsem res se boste lahko naplesali, vam iz prve roke povem. Če radi plešete, pridite, bomo mi več plesali zato, da potem DJ Zecu ni treba, ne, da si ti lahko čist noter v muziki. Hvala, ker si vzel čas. Dobre vaje vam še želim do takrat, ko boste uspeli se skupaj končno dobiti in super Sladico decembra. Hvala lepa za povabilo in hvala lepa, da pridejo, ne?